v svojem uvodnem delu že povedal, da sta tako Gigafida 2.0 Proto kot Gigafida 2.0 na voljo v različnih konkordančnikih, v različnih korpusnih orodjih. Trenutno v treh. No Sketch Engine in Context. Poleg tega je pa Gigafida 2.0 na voljo tudi v tem tako imenovanem uporabniško prijaznem vmesniku za širšo rabo. In od tega bomo danes tukaj skupaj na hitro preklikali na enem izbranem primeru. Kaj v bistvu si predstavljamo pod uporabniško prijaznost? Verjetno zdaj že veste. Ta ideja je, ta želja po, bom rekla, potem, da se raziskovanje po korpusnih podatkih omogoči tudi drugim uporabniškim skupinam, ne samo jezikoslovcem, se pravi, komorkoli, mi predvsem imamo pred očmi lektorje, prevajalce, učitelje slovenščine kot prvega ali pa drugega tujega jezika in potem seveda študente različnih smeri, dijake, študente in tako naprej. Želja, da bi omogočili vmesnik, kjer je iskanje zelo enostavno, podobno recimo iskanju po spletnih brskalnikih, kjer so podatki pregledni in kjer je navigacija kar se da intuitivna. Ta ideja je tudi stara zdaj že približno 10 let. Prvi poskus uporabniško prijaznega vmesnika je verjetno vsem tukaj zbranim poznana Gigafida.net. In v sklopu tega projekta, ki ga danes predstavljamo, pravzaprav nadgradnja tega vmesnika niti ni bila predvidena, smo ga pa vključili na portal Viri CJVT in pri tem, bom rekla, pri tej oblikovni osvežitvi smo izkoristili to priložnost tudi za nekatere, bom rekla, bolj tudi izboljšave nekaterih funkcionalnosti. Zdaj, če pokažem, no, to je zdaj ta nova, lepa, rdeča, oblikovno je podobna ostalim virom, se pravi, ima neke elemente, ki so primerljivi kolokacijskemu slovarju, pa slovarju Stopomenk, če poznate katerega od teh dveh. Imamo na klik neke osnovne informacije o korpusu in seznam bibliografije, kjer si lahko preberete več o tem, kako je korpus nastal. Potem vmesnik je na voljo v dveh jezikih, poleg v slovenščini tudi v angleščini. V celoti, to je tudi nekaj, s čemer smo kar dosledno za vse vire, ki so vključeni na portal, poskrbimo. In tukaj so seveda dodani pač tudi te gumbi za deljenje vsebin na družbenih omrežjih, kot pri ostalih virih. Večina funkcionalnosti je ohranjenih, tako da tudi v resnici uporabniške evalvacije prejšnjega vmesnika so pokazali, da so ljudje zelo zadovoljni z načinom iskanja in kako so rezultati urejeni, tako da mi smo se potrudili, da smo stvari, ki so delovale, pustili na miru. In to pomeni, da iskanje poteka na bolj ali manj enak način kot prej. Imamo 3 zavihke, iskanje okolica in seznam, tako kot prej. Imamo enostavno iskanje, napredno iskanje, tako kot prej. Vse te stvari, imamo tudi zgodovino iskanja, ki je zaenkrat še precej kratka. Tale primer sem si izbrala za demo. Bom potem povedala, zakaj. Ampak tudi postavitev konkordančnega niza je takšna, kakršne ste jo navajeni. Filtri so še vedno na levi, malo so pregledni, urejeni in mogoče malo bolj estetski. Konkordančni niz je na desni in potem imamo tukaj te gumbe za navigacijo. Zdaj, kaj je novega? Ena stvar, ki jo boste redni uporabniki korpusa verjetno zelo veseli, filtriranje poteka precej bolj enostavno kot pri prejšnji različici. Preprosto kliknemo filtre, ki jih želimo uporabiti in preprosto jih tudi odkliknemo. Mislim, da tukaj je bilo nekaj frustracij s prejšnjo različico, ki smo jo zdaj uspešno naslovili. Potem naslednja zadeva, ki je nova, zelo preprosta stvar, ampak uporabnike je zelo motilo to, da se prikaz odstavka pokaže kot pop-up čez konkordančni niz,
To smo zdaj tudi uredili, tako da se konkordance lepo umaknejo, so še zmeraj spodaj na voljo in lepo vidne in dostopne. Malenkost, ampak verjetno uporabna, nekoliko lažje je zdaj kopirati podatke o korpusnih oznakah in tale rdeča barva tudi malo pomaga pri tem, da najdemo konkordančno jedro v teh podatkovnih kačah. Evo ga, modra ni bila na enak način učinkovita. Potem je ena luštkana zadeva, meni je tudi zelo všeč, skakanje neposredno na izbrano stran konkordančnega niza omogoča nekoliko hitrejše pregledovanje, lahko gremo na sredo, lahko gremo na konec, lahko gremo na zadnjo ali prvo stran, kakor nam ustreza. Tale primer sem si izbrala zato, ker zelo lepo pokaže tudi vsebinske dopolnitve korpusa, to, kar sta prej Simon in Andraž razlagala, ena beseda sledilec, ki je ravno v zadnjih letih razvila nov pomen ali pa se uporablja v novem kolokacijskem kontekstu. Sledilec na družbenih omrežjih, na Instagramu, Twitterju, to so neki novi pomeni, neki novi načini rabe in tukaj le recimo tale zelo preprost pregled pojavitve po letih pokaže, da je novo dodano gradivo omogoča raziskovanje tudi tega novega pomena. Na drugi strani pa precej simpatična zadeva stari pomen, ki ga imamo, kot je Andraž prej omenil, novo dodanih leposlovnih delih, ki so med popularnimi in večkrat izposojenimi in večkrat prodajenimi slovenskimi deli, kot recimo tali Svet ledu in ognja, zelo trendovska stvar. Tukaj gor, če si ogledate tele tri gumbe, imamo še eno zanimivo novost, ki omogoča tako imenovano hitro preklapljanje med zavihki. S hitrim preklopom in s hitrim klikom na te različne gumbe, se pravi tole iskanje, okolica in seznam, se samodejno sproži iskalni pogoj za izbrani, se pravi, iskanje za izbrani pogoj. Se pravi, lahko, to se mi zdi zelo uporabno za kakšno šolsko rabo, lahko si pogledamo konkordančni niz za sledilec in takoj zatem okolico in nabor oblik. In seveda zelo enostavno tudi s tem iskalnim okencem potem spremenimo parametre, če nam to slučajno ustreza in si lahko pač ogledujemo podatke na način, kot smo navajeni. Tukaj je še ena manjša, ampak pomembna za raziskovalce mogoče razlika. En od statistik, MI, smo zamenjali z log-dice, ki je po smislu kolokacijske jakosti nekoliko bolj relevantna, tako da to je zdaj neka nova možnost za razvrščanje podatkov, sicer je tale postavitev takšna, kot smo je vajeni. Enako velja za seznam, ki ostaja bolj ali manj enak, zdi se mi samo, da je mogoče tale zadeva nekoliko bolj intuitivno zdaj pove, kaj lahko s temi podatki počnemo in kako jih lahko urejamo. Prej sem omenila, da smo želeli vključiti konkordančnik na portal virov, zato imamo tudi en zelo dober namen, razlog, in sicer tako glede na odzive uporabnikov in seveda tudi naša velika želja je jezikovne podatke, ki jih pripravljamo, čim bolje povezati. Želimo si, da bi bilo iskanje po različnih vrstah jezikovnih podatkov čim enostavnejše. In portal Viri, ki ga zdaj razvijamo, naj bi omogočal točno take vrste povezovanja. In zdaj, če si lahko pogledamo zdaj tudi to že v praksi, klik na tale gumb, ki ga naš oblikovalec kljukovanja imenuje hamburger, odpre povezavo do dveh drugih jezikovnih virov, slovarja sopomenk in kolokacij, in klik na enega izmed teh nam bo sprožil iskanje v tem slovarju. Se pravi, tukaj imamo sopomenke za sledilec in potem si lahko gledamo tudi kolokacije v kolokacijskem slovarju. In od tukaj iz obeh teh dveh lahko skočimo nazaj na korpus GigaFida 2.0.
Zdaj jaz bi to demonstracijo, predstavitev s tem zaključila in potem mogoče še kaj pokazala v času za razpravo. Upozorila bi samo še na tale zelo pomemben delček. Seveda smo testirali delovanje novega vmesnika na tej desktop postavitvi kot z vsemi napravami, ki jih pač premoremo, ampak ne premoremo vseh. Tako da v primeru kakšnih problemov, hroščev ali pa tudi samo za neko povratno informacijo teh novih funkcionalnosti in oblike se zelo toplo priporočamo. Zdaj v naslednjih mesecih zbiramo komentarje uporabnikov s terena in kdorkoli karkoli najde ali bi nam želel sporočiti v zvezi s tem korpusom, naj se prosim oglasi. To je to.